Lepo in prijazno vas pozdravljamo, dragi gledalci, spoštovane gledalke. Na vrsti oddaja Pogledi svetniške skupine Socialnih demokratov na dogajanje v mestni občini Velenje. Z nami odlični trije sogovorniki, Aleksandra Vasiljevič, vodja svetniške skupine SD v svetu mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Dr. Franc Žerdin, svetnik SD v svetu mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni. Srečno. In prav tako svetnik SD v svetu mestne občine Velenje, Matjaž Cesar, tudi vam en lep pozdrav. Srečno. Kakšno je počutje zdaj, ko smo zakorakali v mesec marec, praznujemo ženske in tudi moški? Ja, počutje je pravzaprav zelo dobro, pomladno že razpoloženi in vsekakor v znamenju dneva žensk 8. marca. Skladno s tem tudi pripravljamo določene aktivnosti, pa vendar o tem nekaj kasneje, ampak menim, da je razpoloženje pomladno, primerno tudi vremenu. No, kot vodja svetniške skupine in podžupanja ste zelo veseli, da se v mestni občini Velenje izvajajo pomembni projekti na različnih področjih. Kaj je recimo tisto najpomembnejše, kar je treba izpostaviti? Glede na to, da je mestna občina Velenje dosega zelo dober koeficient razvitosti občine, sicer 1,14 je ta koeficient, to pomeni, da smo zelo uspešni, zelo dobri. Nenazadnje se to vidi tudi pri samem izvajanju različnih projektov znotraj našega mesta. Nenazadnje, če pogledamo v neposredni bližini ali pa v skoraj da samem središču mesta, lahko opazimo, kako raste nov urbani park. Urbani park, ki je dejansko predstavlja neko novo športno infrastrukturo za razvoj perspektivnih mladih športnikov v novih olimpijskih disciplinah in seveda pomeni tudi aktivno preživljanje prostega časa mladih, pa tudi tistih, ki so mladi po srcu. Vidimo na posnetkih, da gre za urbani park, ki je v izmeri 2300 kvadratnih metrov in je eden največjih v Evropi. Čakamo seveda še uporabno dovoljenje in veselimo se predvidoma v maju novega odprtja. Vidimo velik skate park in pa 3 igrišča za ulično košarko. Skratka, veselimo se tega odprtja. To je projekt, ki je seveda zelo pomeni dodano vrednost za naše mesto. Resnično se veselimo tega odprtja. No, mene še, tudi če lahko dodam, še bolj kot park veseli to, da raste tudi poslovna cona Stara vas. Jaz se tam velikokrat sprehajam, zdaj ko sem upokojen in imam čas. Praktično vsake 14 dni zagledam nek novi objekt in izjemno vesel in zadovoljen sem, da ti objekti rastejo in da sledijo viziji, ko jo pravzaprav imamo na področju prestrukturiranja. Tako da je v mestni občini Velenje poskrbljeno za gospodarstvo, za šport in za kulturo. Gospa Vasiljevič, ko ste omenili zdaj ta urbani park, komu bo pravzaprav namenjen, ne samo za športne aktivnosti? Tako kot sem že omenila uvodoma, za aktivno preživljanje prostega časa. Torej vsakdo, ki si bo želel rolkati, skejtati, ulični sleng, če uporabim, bodo lahko to tudi seveda izvajali. Ali pa se učili nenazadnje. Če se spomnimo, moja generacija se bo zagotovo spomnila, da smo zelo z veseljem spremljali skate conteste v času, bom rekla, času mojega odraščanja ali moje mladosti in to so bili zares odlični dogodki. Skate eventi so ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi zelo prepoznani in gre za novo disciplino, pravzaprav olimpijsko disciplino. Nenazadnje pa vsi tisti, ki se bodo zaželeli košarke, si bodo lahko vzeli v najem košarkarsko igrišče in seveda bo tudi poskrbljeno za okrepčilo ob samem igrišču, to pa vendar brez hidracije, seveda tudi športa takšnega kot ni. Se pravi, na nek način gre za medgeneracijsko druženje, kar nekako izpostavljate v mestni občini Velenje, da se družijo mladi po srcu. Seveda, neposredna bližina tudi mestnega igrišča, ki je namenjen predvsem našim najmlajšim, kamor jih pripeljajo starši, bo zagotovo dobra povezava, na drugi strani pa seveda še bazen, kamor tudi zahaja različna populacija, torej različne starostne skupine in
in dejansko je vse skupaj lepo povezano. In če je dr. Žerdin prej omenil poslovno cono in vi ste to lepo zajeli, Andreja, v eno celotno zgodbo, to pomeni, da Velenje napreduje tudi v smislu športa, Velenje napreduje tudi na področju gospodarstva in če se vrnem spet nazaj na šport, smo tudi nenazadnje pridobili 750 novih sedežev v Rdeči dvorani. Seveda smo bili zelo uspešni tudi smo konkurirali na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport in seveda pridobili nekaj finančnih sredstev, s katerimi smo potem s pomočjo seveda proračuna Mestne občine Velenje nekaj malega zraven dodali in seveda tudi mi pridobili nove tribune v Rdeči dvorani, ki predstavljajo ne samo večjo ugodnost pri spremljanju in opazovanju športnih aktivnosti in navijanju, ampak konec koncev pomeni tudi veliko lažje upravljanje samih delavcev, upravljanje letih tribun strani delavcev. Tako da je, bom rekla, kar veliko postorjenega že. Seveda lahko rečem, da smo kot svetniška skupina tudi to podprli. Vse te projekte smo podprli, glasovali za sprejem v proračunu, kajti vse to so dejansko tudi potrebe, ki jih slišimo od ljudi. In to je tisto, kar je najpomembneje. Nenazadnje tudi, če lahko nadaljujem, seveda, v samem centru mesta razmišljamo tudi, bom rekla, o tem, da je potrebno preurediti samo podobo mesta. Kadar govorimo o tem, govorimo o celostni zgodbi, ne samo o trajnosti in mobilnosti, temveč tudi o samem urejenem izgledu našega mesta. In zato smo tudi že v lanskem letu, bom rekla, postavili ali pa predlagali ali pa soglasno strinjali, da se umestijo podzemne zbiralnice v našem mestu. Mislim, da so se zelo dobro prijele, ne? Kolikor vidim, so zelo dobro sprejete, tudi pri sami uporabi so zelo enostavne za uporabo, je pa res, da vsako napako, ki se seveda lahko na samem zbiralnem mestu zgodi, pa absolutno, sama sem to izkušnjo imela, sem takoj poklicala, ko sem opazila napako, poklicala, so tudi potem to prijazno in takoj uredili. Se pa tudi odraža kultura ljudi, ne? Da ni več toliko odpadkov in da ljudje res ločuje odpadke, kar je pa tudi glavni namen. Ravno to je tisto, čemur sledimo, ne samo zaradi tega, ker smo letos prestolnica Evropskega lista oziroma smo mini prestolnica, zelena prestolnica Evrope, temveč tudi zaradi tega, ker je to že v agendi Mestne občine Velenje že nekaj let nazaj. In če kdo, potem so najmlajši tisti, ki nam nastavijo ogledalo in najmlajši so tisti, ki nam pravzaprav pokažejo, kako moramo ravnati, tudi kadar govorimo o ločenem zbiranju odpadkov. In tukaj se v bistvu najbolj vidijo naše življenjske navade, kako se obnašamo, kako ravnamo, ali pravilno ločujemo, ali pravilno znamo iztisniti embalažo, umiti predtem, preden zavržemo plastično lonček od jogurta, recimo. Skratka, je ena dodana vrednost tudi v našem mestu, so te zbiralnice, zaenkrat imamo 4, seveda to lahko v centru mesta takoj opazimo, 3 so, bom rekla, v samem centru, no, 2 v centru, 1 v starem Velenju kot prva projektna in pa pilotna pravzaprav in pa 4. še v stari vasi, ki pa se še, bom rekla, spravlja v življenje. Ni še trenutno v funkciji, ampak ta bo tudi kmalu zaživela. Ko ste prej omenili te nove tribune v Rdeči dvorani, treba je povedati, da Velenje je atraktivno tudi za organizacijo različnih koncertov in to je še en doprinos za organizatorje in za vse tiste, ki najamejo prav zaradi teh koncertov Rdečo dvorano. Pa ne samo koncertov in ostalih dogodkov, govorimo tudi o športnih spektaklih, ki se odvijajo v naši Rdeči dvorani in to seveda zahteva ogromno logistike, ogromno organizacije, ne nazadnje pa tudi, da vsi obiskovalci Rdeče dvorane začutijo, bom rekla, prijeten ambient, konec koncev, ker pri samem navijanju je pa vendarle pomembno, na kakšnih sedežih sedimo, da so le ti koliko toliko udobni in ti zagotovo novi sedeži
okoli tribun zagotovo so. Evropski projekti, omenimo zeleni list, pa misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Kaj to pomeni? Ja, predlani v Grenobilu smo bili, bom rekla, je bila mestna občina Velenje, izbrana ali pa imenovana za mini zeleno prestolnico, kar pomeni, da smo v letošnjem letu nosilec tega prestižnega naziva Evropski zeleni list ali po angleško European Green Leaf. To pomeni, da smo bili pred komisijo, Evropsko komisijo, prepoznani z vsemi našimi aktivnostmi, ki so bile izvedene že v preteklosti, se izvajajo danes in z našimi načrti za prihodnost prepoznani kot zelena prestolnica Evrope. Letos vemo, da je zelena prestolnica Evrope Valencija, to govorimo o mestu, ki ima prebivalcev več kot 100 tisoč in pa ne nazadnje tudi mini evropska prestolnica, to smo pa mi, to je pa Velenje, torej to nas je postavilo na en pomemben zemljevid in postavilo nas je ob bok vsem ostalim evropskim prestolnicam. To pomeni, da je to nagrada za vso preteklo delo, ki smo ga opravili in tudi nagrada za to, kar počnemo danes. In Evropski zeleni list je zares nekaj posebnega, ker nas je Evropska komisija prepoznala, da smo zaslužni in vredni tega naziva. In skladno s tem tudi v letošnjem letu bomo izvedli številne dogodke, ki so dejansko usmerjene v zeleno ali pa da rečem, da se izvajajo trajnostno. Tudi že nekateri dogodki, ki smo bili priča, ne nazadnje ob sami otvoritvi, slovesni otvoritvi tega. Pa tudi koncert Nine Pušlar, ki je napolnil ta Titov trg, da je bil drugačen, ne? Titov trg je bil res poln in že takrat na koncertu Nine Pušlar dejansko se je že videlo, da se več plastika ne uporablja, da so za to namenjeni lončki. Skratka, že vidimo neke posamezne premike in to je tudi slogan, bom rekla, mi premikamo, mi rastemo in spreminjamo. Seveda pa v tem letu ne gre se samo za dogodke, ki bi, bom rekla, predstavljali neko razigranost in, bom rekla, veselje za posamezne skupine. Gre se tudi za to, da se bomo letos lotili ali pa posodobili kataster dreves v mestni občini Velenje. To je izjemno pomembno, da bomo tudi izdelali načrt upravljanja te drevnine in zasadili 2000 novih mest, 2000 novih dreves. Skratka, v sklopu tega pa seveda ločena zadeva, ampak zelo pomembna, ki jo moram poudariti, pa je, da je Velenje, mestna občina Velenje, skupaj z mestno občino Ljubljano in pa Kranjem, so to 3 slovenska mesta, ki so izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih mest in pametnih mest. To je spet en program Evropske komisije, spet so nas prepoznali, poleg skupaj z Ljubljano in pa s Kranjem in seveda to je spet ena pomembno priznanje za nas ali pa pomembna vključitev v to mrežo, ravno zaradi tega, ker bomo imeli večjo možnost pri sami podpori in preobrazbi, seveda za doseganje, bom rekla, te podnebne nevtralnosti. S tem smo se mi s tema 2 nagradama ali pa to je priznanjima dejansko uvrstili ali pa opozorili nase, da delamo dobro in da bomo tudi v prihodnje delali dobro za naravo in za vse Velenjčanke in Velenjčane. Pa tudi za živali in Velenje ostaja zeleno mesto. Kakšni bodo ukrepi, mogoče nadgradnje energetske pisarne, energetsko podnebno pisarno, kaj konkretno to pomeni? Zdaj, tudi v sklopu tega projekta 100 podnebno nevtralnih mest smo si zadali za cilj, da odpremo to energetsko podnebno pisarno, kjer bi dejansko lahko občanke in občani prišli po vse potrebne informacije, tudi med drugim ali pa bom rekla, med drugim, kje dobijo informacije, na koga naj se obrnejo, tudi kadar se pogovarjamo o energetski sanaciji stavb in seveda vrsto ostalih ukrepov in pa svetovanj bomo izvajali znotraj te energetske pisarne.
Aleksandra Vasiljevič, hvala lepa zaenkrat za vse te podatke. Dr. Franc Žerdin, zdaj pa vaša tema. Pozorno ste poslušali, ne? Vodjo svetniške skupine. Zakon o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije in pa o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. To sta temi vam zelo blizu. Ja, temi sta blizu, cilj je pa zelo oddaljen. Najprej bi za uvod tole rekel. Za energetiko in toplotno ogrevanje nobena odločitev ni kratkoročna. Tega se zavedamo, tega se moramo zavedati, tega nikoli ne smemo pustiti iz misli. Oba dva zakona, ki ste jih omenili, bi morala biti že zdavno izdelana. Tudi iz tega vidika, ker pomenita dolgoročno prestrukturiranje, potek prestrukturiranja, ker pomenita definiranje, kaj pravzaprav se bo na področju energetike in daljinskega ogrevanja dogajalo v Šaleški dolini in tudi v Sloveniji. Saj je Slovenija od tega, kar se bo dogajalo v Šaleški dolini, zelo, zelo pomembna, če pogledam vidik zapiranja proizvodnje električne energije in pa pridobivanja premoga. Če te energije ne bo, bomo Slovenci pač od takrat naprej, ko bo TEŠ zaprt, brez 1/3 električne energije, ki jo bo potrebno uvažati, in to ne po taki ceni, po kateri danes proizvaja električno energijo TEŠ, pač pa po bistveno višji ceni, ki bo pač v tistem danem trenutku na razpolago. In še nekaj je treba povedati, daleč najdražja energija je tista, ki je nimamo iz domačih virov, na katere imamo potem vpliv, kar se tudi cene tiče in kar se porabe tiče. In še druga resnica velja, da v vsakem trenutku je treba Slovence, državljane Slovenije, oskrbeti s toliko točno energije, kolikor je v tistem trenutku rabijo. In tu je največja past, ker jo bomo rabili, ne bomo jo pa imeli, jo bo potrebno uvažati in cene bodo iz tega vidika zelo visoke. In drugo, še bi rad povedal tudi to, vsi politiki, ki se na to spoznajo ali se ne spoznajo, govorijo o tem, da je cena električne energije v TEŠ-u visoka. Trdim, da ni visoka. Za leto 2023 je holding prodajal električno energijo po povprečni ceni 185 evrov za megavatno uro. Proizvodnja v TEŠ-u, vključujoč kupone CO2, je bila pa 110 evrov za megavatno uro. Razlika je 70 evrov in ta je šla v dobiček holdinga. Kako pa se potem ti dobički razprejajo in zakaj jih rabimo, je pa druga zadeva. Dr. Žerdin je opozoril, da ta dva zakona še nista sprejeta. Niti izdelana nista, niti v osnutku nista izdelana, ne sprejeta. Zato me skrbi, ne. Govorimo o zapiranju premogovnika, govorijo nekateri leta 2027. Ta zakon bi pa moral veljati do takrat, ko odločitev bo udejanjena, vsaj 10 let prej bi ga morali imeti sprejetega. Niti v osnutku ga ni. Je pa še ena tudi težava, krovni dokument, energetski koncept Slovenije, ker tudi dr. Žerdin nenehno opozarja, da ga nimamo sprejetega že od leta 2004. To pa je druga težava, ker nimamo krovnega dokumenta, ki ga zahteva energetski zakon. To je ta razvojni dokument na področju rabe energetskih virov. Je prostor za špekulacije maksimalno odprt. Kako pa je s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev iz sklada za pravični prehod? Saj sredstva so odobrena, teh 200 milijonov pa še nekaj. Čeprav v Velenje zaenkrat ali pa operativno ta sredstva še vedno niso.
Mi imamo programe, imamo ideje, ne samo ideje, razdelane projekte, nimamo pa sredstev in ta sredstva so pa vezana tudi na zakon o zapiranju, na zakon o prestrukturiranju in na druge odločitve, ki jih mora sprejeti državni zbor, ne lokalna skupnost in ne neka tretja inštitucija. Že nekaj časa govorimo o preobrazbi daljinskega sistema ogrevanja. Kaj se dela na tem področju v Šaleški dolini v Velenju? Jaz mislim, da bo o tem veliko več vedel povedati moj prijatelj Matjaž. In jaz se pa samo zavedam, da morajo aktivnosti za preobrazbo steči pravočasno, oziroma že tečejo. In ko razmišljam o tem, o sredstvih, ne, od 100 do 200 milijonov evrov Tež letno plačuje v podnebni sklad na račun CO2 kuponov. Nazaj v Šaleško dolino do zdaj nismo dobili niti enega centa, pa bi ga za izgradnjo toplovoda bi bil, to je pa res namensko uveljavljeni vir. Govorimo o čistem okolju, govorimo o tem, da ne onesnažujemo s toplogrednimi plini in podobno. Mene prav zanima, do zdaj smo v podnebni sklad plačali že preko milijarde evrov, milijardo pa 200 milijonov približno, zakaj država ta sredstva porablja. Mi jih ne dobimo. Mogoče, doktor Žerdin, da omenite tukaj širitev poslovne cone Stara vas, kar ste prej že omenili, da vas strašno veseli, da prihajajo tudi podjetniki, ne samo iz Šaleške doline, iz Velenja, od drugod poiščejo eno tako točko tukaj, da si ustvarijo poslovni zagon. Pa industrijsko-tehnološki park Velenje. No, prednost teh poslovnih con, ki jih imamo mi na razpolago, je ta, da je možno v njih locirati srednja in majhna podjetja. Ne moramo ustvarjati novega Gorenja, pa novega premogovnika, pa še kakšne druge firme, ker nimamo prostora. Imamo pa prostora za srednje in majhne gospodarske družbe. Seveda je pri lociranju teh novih gospodarskih družb pomembno, da se ustvarjajo od zadaj zagotovljena, da so delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in da dodatno ne onesnažujejo okolja. To mora biti izhodišče in na osnovi tega se potem dela tudi selekcija družb, ki v te poslovne cone prihajajo. Matjaž Cesar, zdaj še zelo aktualna tema, ogrevanje v Šaleški dolini. Kakšno je mnenje vaše svetniške skupine na to tematiko? Socialni demokrati v mestni občini Velenje se zavedamo, da trenutna situacija na področju daljinskega ogrevanja ni rožnata. Je pa sodelovanje vseh rešljiva. Morda ne takoj, s časoma pa vsekakor. Ekološko je naše ogrevanje nesporno dobro, finančno pa malce manj. Vendar, kot je že znano, na vse dejavnike cene daljinskega ogrevanja ne vplivamo sami. Zakaj smo takšnega mnenja? Ker se zavedamo, da imamo čistejše okolje zaradi enega vira, torej Termoelektrarne Šoštanj, ki je ekološko nesporna, vendar pa z svojimi proizvodnimi enotami lahko zagotavljamo toplotno daljinsko ogrevanje samo na način, da vzamemo energijo v določenem delu na izmenjevalcih, ne moremo pa uporabiti odpadne toplote, kot se je v zadnjem času slišalo. Če bi to bilo tako, da bi vzeli odpadno toploto, ki je malo manj, bi pravzaprav bilo ogrevanje še dražje, ker bi za to uporabili več premoga. Tako da, kar se tega tiče, moram reči, da zaradi razvejanosti tega našega toplovodnega sistema, oddaljenega vira, vemo, da nam toplotne izolacije z leti pač izgubijo vrednost energijsko in pa tudi kakšna netesnost se pojavi, ki pa jo delavci komunalnega podjetja Velenje nemudoma odpravljajo.
Za reševanje teh težav sta se župana mestne občine Velenje Peter Dermol in pa Boris Goličnik že pred časom odločala skupaj s sodeležniki in z mestnim svetom, torej v mestni občini Velenje, za uvedbo programa ekološke sanacije na dolgi rok. Torej, ta stvar bo tekla približno 10 let, 8 let. Od 22. do 30. leta. In če bomo uspešni, bomo pravzaprav v 3 fazah zadevo tudi rešili. Kaj to pomeni? Tako kot je že omenila Aleksandra, smo v prvi fazi se je pripravljala projektna dokumentacija, pridobivajo se dovoljenja, služnostne pravice, potem uvedla se energetska pisarna, v kateri je kar veliko dela v zadnjem času. Vsekakor nas čaka obnova generalnih cevovodov od Šoštanja do Velenja, potem tudi sekundarnih in pa ne nazadnje moramo začeti vlagati tudi v sanacijo stavb. Tako kot smo se že pred časom pogovarjali s prijatelji, ljudi na podeželju nihče ne vpraša, kako poskrbijo za svoje toplotno ogrevanje, enako morali tudi mi v mestni občini, torej v samem mestu. Jaz moram reči, da spadam med tiste, ki sem malce čakal, še nisem vlagal v obnovo fasade, eni pa so in so njihovi vložki kar visoki, vendar zdaj, ko so prišle te visoke položnice, so malce na boljšem, kot sem pa recimo jaz osebno. Naj še povem to, da v svetniški skupini Socialnih demokratov smo veseli vseh pobud, ki tehnično in finančno lajšajo trenutno stisko uporabnikov daljinskega ogrevanja, ter jih soglasno podpiramo. Županove pobude na tem področju so pri večini občanov dobro sprejete. Osebno se je namreč zavzel za reševanje nastalih problemov, tako finančnih kot tehničnih. Se pravi, številne ukrepe ste sprejeli. Vsekakor. Ja, kaj recimo konkretno? Konkretno je župan že imel pri sebi vse deležnike, kot so komunalno podjetje Velenje, upravitelji stavb, večstanovanjskih stavb, tehnične izvajalce in pravzaprav prihaja do podatkov, ki so ga tudi njega malce presenetili. Namreč ugotavlja se, da podjetja, ki upravljajo z štetjem porabljene energije, z delilniki ali na kalorimetrih, pravzaprav to naredijo zelo pavšalno, ne opozarjajo ne komunalnega podjetja, ne lastnikov stanovanj na morebitne razlike odstopanja in ravno to je v tem trenutku največji problem. In poznam enega gospoda, piše se Mahmič Ramis, ki me je opozoril, da je na Jenkovi 43 prišlo do odstopanj do 100% v ceni toplotne energije. In stanovanja so na istem, torej na isti strani, potem v isti etaži in kako je do tega prišlo, zato bomo svetniki vsekakor upozorili na to tudi župana, da se ta stvar razišče in tehnično razreši. To bi bilo vse, ampak še lahko povem to, da pravzaprav smo prepričani, da bomo tako, kot smo skupaj z občani uspešni pri ostalih projektih, uspešni tudi na področju ogrevanja in bomo na koncu dejali, bilo je dolgotrajno, na trenutke težko, ni nam žal vloženega truda in pravzaprav sredstev, saj imamo urejeno okolje in pa tople domove. Se pravi, da iščete rešitev, vse se pa konec koncev začne pri posamezniku. Omenili ste toplotni dodatek, pa infotočka za občane. Bi še kaj dodali? Ja, mi smo na 10. seji, torej na prejšnji seji tudi potrdili, bom rekla, ta hitri rebalans, v katerem smo, in to smo soglasno naredili, ne samo svetniška skupina Socialnih demokratov, tu se vidi, da smo dejansko složni in da znamo vsi svetnice in svetniki prisluhniti in slišati težave ljudi, na način, da smo potrdili hitri rebalans, s katerim smo zagotovili dodatni milijon v proračunu, zato da se za prvo polovico ogrevalne sezone, torej od 1. do 30.4. tudi omogočijo finančna sredstva za blaženje stisk vseh tistih, ki so doživeli, bom rekla, težave ali pa stiske ob visoki položnici zaradi teh ali drugih razlogov. Slišali smo potrebe ljudi in samim tem tudi zagotovili dodaten milijon v proračunu mestne občine Velenje, s katerim bomo del finančnih sredstev tudi namenili za subvencioniranje, torej za toplotni dodatek, katerega pač prošnjo lahko tudi ali pa vlogo lahko dajo na infotočki in vse potrebne informacije dobijo na infotočki in pa seveda to je eden od ukrepov bil, to je, bom rekla, kratkoročni ukrep in pa seveda drugi ukrep, ki je bil pa to, da se dejansko tudi
v mesecu januarju subvencionirala cena toplotne energije, torej 10 evrov na megavatno uro, potem v februarju in pa marcu bo ta nekoliko nižja, torej 5 evrov na megavatno uro. To so nekakšni kratkoročni ukrepi, seveda tisto, kar je pa najpomembneje, pa je, da se vzročno lotimo reševanja težav ali pa izzivov, kot radi rečemo, to, kar je tudi Matjaž že prej omenil. Bomo pa oddajo končali bolj prijetno. Aktualni dogodki Socialnih demokratov Velenje, organizirali ste pohod, pa še zdaj nekaj sledi za ženske. Tako je. Mislim, da je bilo to pred 2 tednoma, je bil Kajuhov pohod, kjer se nam je pridružil tudi tradicionalni Kajuhov pohod, kjer se nam je pridružil evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je tudi bil slavnostni govornik, in pa seveda v prihajajočem, bom rekla, veselju in radosti praznujemo ženske svoj praznik, vse ženske, 8. marca, zato bomo pripravili skupaj z Mladim forumom Šaleške doline predstavo ob dnevu žensk, tako da bo zelo, zelo lepo. Z nami bodo tudi seveda naši prijatelji, bom rekla, moškega spola, tako da ne bomo ravno osamljene. Dr. Franc Žerdin, boste vi imeli zaključno besedo, ker sem vas zdaj spremljala. Glede današnje okrogle mize ali... Ja, jaz se želim, da se na naslednjem razgovoru menimo o tem, da so problemi tako glede toplotnega ogrevanja, kot tudi glede perspektive Šaleške doline že bolj rešeni kot pa danes. Pravim, da ni me strah za ljudi in za odločevalce v Šaleški dolini. Tu imamo odlične strokovnjake, imamo izjemne odločevalce, zelo se zavedamo, kaj je potrebno narediti. Bolj me je strah odločevalcev na nivoju države. Tam, po moji oceni, doživljamo prevelik zastoj, premalo pogumnih odločitev, premalo preštudiranih odločitev, ki bodo seveda pomembni za vse državljane Slovenije. Sem pa optimist kljub vsemu in mislim, da gremo lepši prihodnosti. Pozitivno naprej. Točno tako. Lepa hvala za danes in srečno. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci. Spremljali ste oddajo Pogledi svetniške skupine Socialnih demokratov na dogajanju v Mestni občini Velenje. Pazite nas in srečno.